Ja, prav lepo pozdravljeni ljubitelji nogometa na prav poseben dan za prvo ligo Telekom Slovenije iz preprostega razloga, kajti v prvoligaško druščino se vrača Mura in celo nogometno Prekmurje, kar je zagotovo prav poseben dan. 5 dolgih sezon je trajalo, da se je v slovenski prvoligaški nogomet vrnila pokrajina, ki je do tega športa strastna kot le redko katera, in zato danes ni le srečen dan za Prekmurje, pač pa za celotno slovensko nogometno okolje. Zdaj je Špiro Peričič potegnil naprej in to kar daleč, lepo tam našel Bobičanca, ki podaja proti robu kazenskega prostora, in to je prvi nevaren strel na tekmi. Bobičanec se je dobro znašel, zdaj morda priložnost za Muro. Še en strel mu dal daleč in še ena obramba. Še enkrat bo morda Kouter dobil priložnost za strel z roba kazenskega prostora. Ne, vendar Mura še vedno oblega kranjska vrata in gol na začetku 22. minute. Po res povišanem pritisku, ki ga je Mura uprizarjala v zadnjih minutah, z vseh strani je napadala kranjska vrata, no in zdaj se jim je to obrestovalo. Egana podaja, vendar na koncu dovolj dobra, pa potem naslednja ni bila najbolj. Kranjčani so zdaj prišli do žoge in imajo izvrstno priložnost. Pobegnil je Žurga, priložnost za izenačenje. V 25. minuti so Kranjčani zagrozili s hitrim protinapadom. Prehiter je bil tule Tom Žurga in ni dolgo trajalo, dobre 3 minute. Najbrž malce razočaran, da mu ni vsaj uspelo zadeti tarče. Velika priložnost zdaj za Muro, malce predolga podaja proti Maroši. Jeziv, odločil se je za udarec. Tole sedaj obeta, če bo Bobičancu uspelo žogo ukrotiti. Tudi mu je. Neposreden strel na vrata in vratnica Luke Bobičanca. Ampak z akcijo vseeno lahko nadaljujejo. Hitro se je vanjo vklopila zadnja okrepitev, ki jo je s klopi poslal v igro Ante Šimundža. Tudi tokrat bo poskušal Bobičanec in imamo torej prvi remi sezone 2018-2019. Sem zadovoljen, prvi polčas smo bili boljši tekmec, drugi polčas smo malo popustili, oboji smo imeli dosti priložnosti, tako da se mi zdi pravičen, odločen rezultat. Kaj je za nas pomembno je to, da je neka prva tekma za nami. S točko, če bi nam pred tekmo ponudili točko, bi bili zadovoljni, zdaj na potek tekme pa mislim, da nismo zadovoljni.